Še en velik nogometni večer v Ljudskem vrtu. Začetek evropske sezone je v Mariboru vedno poseben dogodek in znova smo v sredo že od zgodnjega dopoldneva začutili utrip spektakla. Po mestnih ulicah se je govorilo le o večernem dvoboju v mariborskem nogometnem hramu. Ogrevanje na južni ploščadi je že tradicionalno pomenilo prijeten uvod v dogajanje, ki je sledilo na tribunah. Tribunah, ki so, kot že tolikokrat doslej, imele izjemno kuliso. NK Maribor, FK Železničar, prvo poglavje drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, torej pred 10.000 glavo množico. Ekipa v vijoličastem je prevzela pobudo in v uvodnih minutah kot prvi v smer sarajevskega gola po sodelovanju s Tavaresem žoga do Ibrahimija, njegov poskus pa po tleh mimo leve vratnice. Na nasprotni strani pa obrambno usmerjeni gostje ob prvem in v bistvu edinem resnejšem poskusu v vseh 90 minutah do gola. Po neverjetnem razpletu. Začelo se s prostim strelom, Jamak je podal kazenski prostor, kjer je prišel do udarca Selimović, zadel vratnico, žoga pa se je odbila do Adilovića, ki jo je uspel z udarcem po tleh potisniti v mrežo. To so bili trenutki, ko je treba ohraniti mirno kri. Šlo se je po preobrat, a ne brezglavo. Spet se je začel stopnjevati pritisk ob selitvi igre v gostujoči kazenski prostor, pa se je zvrstilo nekaj zaporednih kotov in v končnici prvega polčasa je bilo precej živahno. Ko je Cvijanović podal do mezge, sodniki niso opazili, da je Čolića žoga zadela v roko. Končalo se je brez 11-metrovke. Prav v zadnjih sekundah, že v sodniškem podaljšku, pa po prekršku nad Trajkovskim prosti strel za Maribor z roba kazenskega prostora. Izvajal ga je Mezga, žoga proti desnemu kotu, vratar Antolović je poletel proti vratnici, uspel odbiti žogo, ki je dobila rotacijo proti levi vratnici, kjer je Kvesić odpravil nevarnost z izbijanjem v kot. V slačilnico se je tako odšlo z dodatno energijo in spoznanjem, da bi lahko sledile minute preobrata in dočakali smo še več. Sanjski polčas, pravo simfonijo v vijoličastem. Nasprotnika smo strli z dinamiko, enostavno niso uspeli več povezati, bili so šokirani z našim načinom, tako da zadovoljen sem s predstavo. Bila je zelo dobra, nasprotnik nam tako rekoč razen tega zadetka nesrečnega ni naredil nobene priložnosti, imeli smo in energijo, in znanje, in disciplino. Dovolj je bilo 98 sekund nadaljevanja in izenačenje. Vse se je začelo pri Cvijanoviću, ki je skupaj z Berićem na sredini igrišča odvzel žogo Zebi, ušel do kazenskega prostora, spretno opazil, da za njim teče Berić. Sledila je pravočasna podaja in hladnokrvni zaključek Berića z udarcem mimo vratarja Antolovića za eksplozijo navdušenja na tribunah. Zdaj pa se udobno zleknimo in se oglejmo preostala dejanja popolnega preobrata, popolne prevlade v vijoličastem. V 66 minuti 11-metrovka. Po predložku Mezge v kazenski prostor je Bogičević z vlečenjem zbil na tla Tavaresa in nemški sodnik je pokazal na belo točko. Ob tem pa branilcev Železničarja še rumeni karton. Čakanje na razplet ni dolgo trajalo. Dejan Mezga ob izvajanju 11-metrovk ohranja mirne živce, zadel je z natančnim udarcem po tleh v desni kot. Ljudski vrt je bil na nogah, pritisk se je le še stopnjeval in v 77 minuti nas je vse skupaj še tretjič katapultiralo s sedežev. Drugič asistent Cvijanović in drugič strelec Berić, ki je po podaji Cvijanovića z glavo, ki je podaljšal izbito žogo vratarja Handanovića. Berić je še enkrat v podobnem slogu kot prekaljen golgeter, čeprav ima šele 21 let ob soočenju z Antolovićem zadel z udarcem po tleh. Ja, danes sem odigral super tekmo.
tako da jaz resnično upam, da bomo tem tempo nadaljevali. Pa jaz mislim, da je ena izmed boljših, no. Tako da če ne celo najboljša. Darko Milanič je v odličnem vodenju ekipi z menjavami v zaključnem delu dvoboja ohranjal svežino in dodajal ritem. Sodnik je pokazal 4 minute podaljška, kar pa je še vedno pomenilo dovolj časa za nov gol. Lesjak in Filipović sta spravila žogo v napadalno polovico igrišča, po podaji junaka Berića pa je za izjemnih 4:1 poskrbel Tavares, ki je žogi spretno našel pot do mreže. Veselje v vijoličastem delu Ljudskega vrta, šokantni pogledi med privrženci železničarja, ki so napolnili za njih predvidene sektorje. Povratni obračun v Sarajevo, ki bo v torek ob 21. zdaj čakamo s 4:1. Za potrditev napredovanja bo treba odigrati zbranih novih 90 minut na stadionu Koševo. Nihče še ne razmišlja, da je zgodba končana. Tako, jaz mislim, da se ne bomo se zaustavili tam, ne bomo se pač zanašali na ta rezultat. Z te prve tekme, mi bomo šli tam, kot da je 0:0 in odigrali pošteno, da si zaslužimo ta pač naslednji krog. Sicer pa je še daleč Sarajevo, najprej se misli vračajo na domače prizorišče, pred potjo na povratno tekmo je treba odigrati še dvoboj drugega prvenstvenega kroga. Spet se vidimo v Ljudskem vrtu in sicer v soboto, ob 20. na tekmi proti Luki Koper.